Vsem en srčen pozdrav in ura je 19 pa 2 minuti. Dobrodošli na 171. rednem srečanju članov Društva Belis. Danes v soboto 17. avgusta 2024, takole, preden se poglobimo v današnje pripravljene programske vsebine, vas prosim, da mi dovolite, da izrečem sicer najprej sledeče, da bo formalni zadevi zadoščeno. Torej, imamo predlagani program danes in občni zbor seveda, ki je danes tukaj, ga mora sprejeti, potrditi. To je program današnjega srečanja. V uvodu bomo naredili tako kot ponavadi najprej pregled in potrditev zapisnikov in pregled tekoče dokumentacije v času od zadnjega srečanja, kdaj je bil to že datum, mislim, da 29. junij 24. Potem bomo imeli prvi del, kjer bom nekaj jaz povedal razliko med besedo happy, ki nam jo vseljujejo, s prečudovito in veliko bolj bogato besedo srečo, kaj pomeni eno, kaj pomeni drugo. V drugem delu ljudje kot tržni artikel, spet ena tema, ki je zelo zanimiva. V tretjem delu predsednica društva Eveljana Belis, kaj pomeni spoštovanje očeta in matere, in četrti del, zelo zanimivo, po kratki pauzi, dr. Robert Jung. Bomo poslušali pa intervju, ki sem ga pa danes našel in tudi danes prevedel. Boste pač malo potrpeli s prevodom, ampak se da razumeti. Umetna inteligenca kar precej nagaja, ne? Ampak kljub vsemu. Protistrup korporativne propagande, in sicer to je res novi posnetek, ki je bil narejen 16.8.24 in tudi objavljen. Moneypox. Če kaj vzamemo ven, ni monkey, ampak je moneypox, ne? Ja, who declares the global emergency? Ja, moneypox, ja, nimaš kaj, ne? To morajo biznisirati. Opičji denar, kdo razglaša globalno interventno krizo? Povej, Dušan. Dušan, reci, kaj si hotel reči? Jaz sem dobil pozdrav iz sodišča. Ja. Za Upravnega sodišča Republike Slovenije in so mi zavrnili vse predloge, kaj smo dali. Ja, ne morejo zdaj le ven, ne, namreč. Ti bom poslal, boš videl. In dajem dovoljenje, da lahko objaviš tako, ko je. No, pošli, super, daš dovoljenje. Krasno. Sploh nimamo več kaj skrivati, ker, gledajte, stvari so takšne, kot so. Ker pizzarije delajo, po domače povedano. Ja, čisto so zgubili kompas. Povem samo to, preden gremo, oziroma da zaključimo formalni del. Jaz sem dal pripombe oziroma dal sem program, ali ima kdo izmed vas danes tukaj zbrani in preko Zooma pripombo na predloženi program, ki sem ga poslal v vabilu in ki sem ga zdaj predstavil. Ali bi želel kdo diskutirati, še kaj predlagali, ali se strinjate, da je tak program nocoj sprejet? Žal tega programa nisem dobil, tako da ne vem, kaj je bilo noter. To, kar sem zdajle naštel, v bistvu. Ja, pa ok, vse v redu. Srčna hvala, ja. No, zdaj, ko je ta formalna zadeva program sprejet, ga bomo sicer speljali, ampak prej smo se tukaj pogovarjali, je Matej povedal, da zdaj spreminjajo krajevne pristojnosti. Krajevna pristojnost je ključna za pošteno preiskavo, za pošteno sojenje. Skratka, ne more nekdo iz ene druge občine v tej občini nekaj sejeti ali pa iz te občine v eno drugo. In smo prišli na idejo, če ukinejo krajevno pristojnost, dragi moji, potem lahko kdorkoli, kadarkoli gre v katerokoli stanovanje, katerikoli ženi, gleda katerokoli televizijo in je iz kateregakoli krožnika, ker je krajevna pristojnost ukinjena. Ok, potem lahko mi gremo vsi v državni zbor, ker je krajevna pristojnost ukinjena. Ok, ne? Ker vsaka stvar, vsaka zadeva pripada svojemu kraju, vsak prostor ima svoje pristojnosti in to je treba spoštovati. Če se to spoštovanje enkrat ukine, potem kaj čmo, ne? Pol se bomo tudi mi tako obnašali. V redu, to se pravi, z moje strani je danes to, kar sem povedal. Hvala, ker ste sprejeli program. Bi pa takole rekel v nadaljevanju. Poglejmo torej naše dokumente iz prejšnjega srečanja.
ampak v tem primeru en kratek uvod. Spoštovani člani in članice Društva za srečno življenje Belis, dragi podporniki in državljanke in državljani, ki nas spremljate v živo, lepo pozdravljeni. Iskreno upamo, da ste se med počitnicami in dopustom dobro odpočili, dobro spočili ter si nabrali novih moči, čeravno še vedno traja, ampak je zelo intenzivno. In naše zadnje redno Zoom srečanje Društva Belis za srečno življenje je bilo 29. junija 2024, na katerem smo izvedli tudi 5. redni občni zbor. Torej, na tem srečanju smo z glasovanjem izvolili novo predstavnico, staro predstavnico, našo ustanoviteljico in cenjeno članico Iveljano Belis. Zapisnik tega srečanja je dostopen v mailu, ki sem vam ga poslal. Zdaj nekateri tega niste dobili, ampak če greste na naš Telegram ali pa če greste na Facebook stran Mihael Belis, je tam tudi link do tega vabila, ga lahko kliknete in notri imate v bistvu to tudi označeno. No, ta zapisnik, če ga malo podelim z vami, zgleda takole. Poglejte, to se pravi, torej tukaj imamo ta zapisnik. Draga Teja, hvala še enkrat za tvoje prizadevanje in za vse, kar narediš za društvo, torej brezhibno. Hvala lepa in zdaj vse vas vprašam, ki ste sprejeli in pregledali ta zapisnik, ali ima kdo kakšno pripombo? Tukaj pravijo, da ne. Ne. Hvala lepa. To se pravi, če ni pripombe, smatram, da je zapisnik brez pripombe enoglasno sprejet. Hvala lepa. To je torej, kar se tiče našega zapisnika zadnjega srečanja. Zahvaljujem se vsem vam, dragi člani in članice, za vašo udeležbo in aktivno sodelovanje pri tem ključnem dogodku, ki smo ga imeli 29.6.2024. Vaša podpora pri izbiri in potrditvi nove predstavnice je neprecenljiva. Torej, naša aktualna predsednica je bila ponovno izvoljena za mandatno dobo 2 let, kar je razvidno iz zapisnika občnega zbora, dostopnega na spletni povezavi tukaj. In če to pogledamo, je ta zapisnik, ki je bil pripravljen, in sicer potem smo ročno dopisovali rezultate. To ste si verjetno tudi pogledali, koliko je bilo članov, kdaj ob kateri uri. In seveda rezultati pa podpis overovatelja in podpis predsednika in podpis zapisnikarice. Ali ima kdo pripombo na ta zapisnik? Ne? Ima kdo kakšno pripombo preko Zooma na ta zapisnik? Ne. Hvala lepa. Glede na to, da pripomb ni, se zahvaljujem in ta zapisnik enoglasno sprejet in tudi gre v naš arhiv. Torej, dalje, v skladu z zakonskimi zahtevami po našem 5. občnem zboru in izvolitvi predsednice, seveda smo s temi zakonskimi zahtevami o tem obvestili in uradno obvestili upravno enoto v Ljubljani. In zdaj vas obveščam, da smo prejeli seveda uradno pisno potrditev v uspešno izvedenem glasovanju z odločbo in naša članica Iveljana Belis je bila najprej kot kandidatka potrjena z upravnim odborom, izvršnim odborom in z vsemi našimi člani za novo predstavnico Društva za srečno življenje Belis na podlagi odločbe UL Ljubljana in na podlagi zapisnika, ki ga sedaj vidite. In smo sprejeli v bistvu vpis v register društev Republike Slovenije, kar pa lahko seveda preberete. Torej, to je najprej ta odločba, ki jo imate vsi v mailu, a ne? In pa seveda vpis v IPES, kjer smo dobili potem tudi obvestilo od agencije IPES, ki potrjuje to spremembo in je tudi dostopno na spletni strani, ki je navedena v mailu tudi poslano. No, vpis je bil spremenjen in je uradno označen kot na spletnem naslovu, kjer je zdaj to vidno tudi v spletnih straneh uradno, kar dolgo časa niso želeli pač narediti, vendar je zdaj to vse urejeno. Morda, dragi člani, vas zanima registracijska podrobnost o našem delovanju, o registraciji društva.
za srečno življenje Belis, posebej v povezavi z registracijo iz leta 2002. Naj vam povem, naše društvo je registrirano pod šifro SKD številka 94.999. Kaj ta šifra sploh pomeni? To pomeni dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij in omogoča širok spekter dejavnosti, saj pravzaprav delovanje našega društva ne spada v nobeno bolj specifično neko usmerjeno dejavnost, neko kategorijo. To pomeni, da ima naše društvo precej svobode pri izbiri dejavnosti, kar nam omogoča lažje delovanje in veliko manj administrativnih omejitev. In kot vam je vsem znano, se v društvu zares ukvarjamo z različnimi projekti, z različnimi programi, ki so v skladu z našimi cilji, poslanstvom statuta. Imamo seveda dovoljenje tudi za znanstvene raziskave, imamo dovoljenje tudi za promet, za prodajo in nakup, vendar se s tem ne ukvarjamo zaradi tega, ker nam je bolj v bistvu ozaveščanje. Sicer pa več o tem si lahko preberete v ustanovni listini društva, glede na cilje in poslanstvo našega društva, to je pa v statut društva Belis, vam tudi predlagam, da ga kliknete, mogoče še enkrat preberete, ker se vam bodo tekom let sodelovanja kakšne stvari odprle, morda boste dobili kakšno idejo, morda kakšno željo po sodelovanju, ali pa po usmeritvi, da nam pošljete seveda na naslov društva ideje, želje, da to predebatiramo, se dogovorimo in potem razširimo lahko našo dejavnost, seveda tudi v kakšen drug kraj, da ne bo vse tle iz centra, pa da se malo razporedijo stvari. Torej, kdor je za to, dobrodošel. Torej, zapis dejavnosti se nadaljuje, gledajte, tle so vsi podatki, in tle je dejavnost TS Media, društvo, organizacija, združenje. Marsikdo se vpraša, kaj to sploh pomeni. No, društvo, organizacija, druženje, pravzaprav ta dejavnost opisuje prostovoljna združenja ljudi. In mi smo prostovoljno združeni, To je naše društvo in poudarja širok spekter dejavnosti, ravno tako kot prej šifra, ki jih lahko z dovoljenjem izvajamo. In to, gledajte, vključuje kulturne, športne, družbene, znanstvene dejavnosti. In ker smo pod šifro 94.999 registrirani, to je naš opis, obstaja dejavnost, bom rekel, splošna dejavnost, kar nam omogoča mnogo večjo fleksibilnost pri našem delovanju. In ob tej priložnosti vas obveščamo, da je upravni odbor, zdaj ko smo pogledali to društvo, potem na svoji seji ob izvolitvi predsednice, na svoji 8. seji zaporedni, ki je prav tako potekala po izvolitvi 29. junija 2024, podaljšal funkcije vsem obstoječim članom za naslednji 2 leti. Zapisnik je pa tukaj in tukaj se vidi, da so vsi naši člani, ki so bili do sedaj, ostali na funkciji za naslednji 2 leti. Tako da čestitke vsem, tukaj si lahko seveda preberete. Naslove in vse druge stvari najdete pa v letnem poročilu, ki smo ga pa v mesecu marcu tudi vsem poslali. Evo, iskreno se zahvaljujemo v društvu za vašo mesečno člansko podporo, za zaupanje, za sodelovanje, za vse, kar naredite za društvo, zato da skupaj lahko ostanemo, delamo, se izobražujemo in predvsem ozaveščamo in medsebojno osrečujemo. Skupaj zmoremo vse. In hvala vsem in vsakomor posebej, ki ste ali še boste kakorkoli prispevali za društvo ali kakorkoli drugače podpirate naša prizadevanja. Torej, to je to. V imenu izvršilnega odbora Društva za srečno življenje se vam torej srčno zahvaljujem in v tem uvodnem delu predstavitve iz našega prejšnjega Zooma, če ima kdo kakšno pripombo, kakšno vprašanje, kakšno idejo, naj to pove sedaj. Dobro, tukaj kimajo, da nimajo. Ima kdo kakšno pripombo, pohvalo, kritiko, naj pove sedaj. Dobro, se pravi, pripombe ni, kritike ni, vse to, kar smo povedali, potem gre v naš arhiv kot enoglasno sprejeto brez pripomb. Srčna hvala.